pozdravljeni še z moje strani. Se pravi, najprej kratek uvod, zato smo tudi to serijo, ki se je spremenila v en dogodek, poimenovali Prvi koraki, se pravi nekaj osnovnih informacij o programu Ustvarjalna Evropa. Se pravi, gre za nadnacionalni in centraliziran program Evropske unije za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem. Nadnacionalni zato, ker se to, kar vas najbolj zanima, se pravi razpisi za sofinanciranje projektov izvajajo v Bruslju in centraliziran zato, ker se izvajajo v Bruslju, nadnacionalni pa zato, ker se financirajo samo mednarodne pobude. Gre pa za program, ki je namenjen izključno temu sektorju. Za tiste, ki šele spoznavate labirinte programov Evropske unije, je mogoče dobro vedeti, da če Ustvarjalna Evropa sofinancira izključno kulturne sektorje, obstajajo tudi drugi programi za druga področja, ki pa prav tako so dostopni tudi za naš sektor. Tukaj je izpisanih nekaj glavnih, ki so ponavadi se najlažje kombinirajo z dejavnostjo na področju kulture, Erasmus plus, se pravi potem Evropa za državljane, ki se v tej generaciji preimenuje v program s kratico CERV, kar pomeni Citizens, Equality, Rights and Values. Potem imamo nekdanja obzorja 2020, novo obzorje Evropa. Ne smemo pa pozabiti tudi na sredstva, ki so na voljo v okviru tako imenovanega načrta za okrevanje. Znotraj te malhe, ki je vredna približno 5,7 milijard evrov, obstaja tudi področje, je nekaj sredstev, približno 140 milijonov, rezerviranih tudi za področje kulture in turizma, v prvi vrsti sicer za obnovo in ohranjanje stavbne dediščine in kulturnih spomenikov. Če vas zanima več, je dobro izhodišče ta publikacija, ki jo vidite naslovnico spodaj desno, EU Funding for Culture. Gre za predstavitev 13 programov, tudi ravnokar našteti so vključeni z tistega vidika, ki je zanimiv za kulturne in ustvarjalne sektorje. Publikacijo pa so pripravili naši kolegi iz Nemškega centra Ustvarjalna Evropa. Slovenija ni začetnica v tem programu, tako da mogoče za začetek tudi lahko pogledamo, kako se je odrezala v prejšnjih generacijah, v prejšnjih izvedbah tega programa. Slovenija je vstopila v ta program leta 2002 oziroma 2003 in potem od takrat neprekinjeno lahko slovenski kulturni in filmski sektor sodeluje na teh razpisih. Kot rečeno, doslej smo imeli že 3 generacije in če smo recimo v prvi generaciji so slovenski vodje projektov pridobili zgolj slaba 2 milijona evrov, potem v naslednji generaciji že skoraj 14 milijonov, do ravnokar zaključenega programa Ustvarjalna Evropa, v okviru katerega so projekti kultura, medija in podpore v okviru medsektorskega sklopa za slovenske vodje dosegle preko 24 milijonov evrov. Tako da, če primerjamo to zaključeno obdobje s prvim, ugotovimo, da se je uspešnost pri črpanju slovenskega sektorja izboljšala za 7-krat. In še nekoliko bolj detaljno bomo švrknili to ravnokar zaključeno obdobje, ko je Slovenija tudi primerjalno gledano z drugimi državami res neverjetno uspešna. Glavne številke so sledeče. Na različnih razpisih kultura, medija in že prej omenjenega medsektorskega sklopa je uspešno sodelovalo 135 slovenskih organizacij v vlogah vodje ali pa partnerja. Izvajali so 575 podprtih projektov in kot že omenjeno, samo vodje teh projektov iz Slovenije so pridobili podporo višjo od 24 milijonov evrov. Če pogledamo zgolj podprogram kultura, se pravi ta del programa, ki je namenjen vsem področjem razen filmski industriji, je Slovenija
v obdobju 14 do 19, tu je vštetih samo 6 let, zato ker smo želeli primerjati podatke z vsemi državami, za katere podatkov za leto 20 še nimamo. Se pravi, Slovenija se uvršča na neverjetno 9. mesto po višini podpore EU in celo na 5. mesto po številu podprtih projektov med kar 41 državami, ki so sodelovale v ustvarjalni Evropi. In potem, če pogledamo še malo bolj primerjalno, recimo, če pogledamo 6 držav s podobnim bruto domačim produktom, se pravi Portugalska, Litva, Estonija, pa Ciper, Španija in Češka, ugotovimo, da se Slovenija pri črpanju iz ustvarjalne Evrope umešča na 2. mesto skupaj s Češko in takoj za Španijo, ki vemo, ima zelo močno kulturni sektor in filmsko industrijo. V tem obdobju, v preteklih 7 letih, so te uspešne slovenske organizacije ustvarile preko 1000 mednarodnih povezav, povezale so se v bistvu z skoraj vsemi državami, ki sodelujejo v programu, recimo kot zanimivost na prvih 3 mestih Italija, Francija, Španija. In to so vse, se pravi, s temi državami ima Slovenija vzpostavljenih preko 40 ali pa 50 povezav. In kako so te uspešne slovenske organizacije razporejene po Sloveniji, se pravi, pred vami je prikaz sedeža slovenskih organizacij, ki so uspele na razpisih, in sicer imajo sedež v 27 slovenskih mestih in 10 statističnih regijah, kot verjetno pričakovano večinoma v osrednje slovenski regiji s sedežem v Ljubljani. In Ljubljana, se pravi, ni zelo visoko pozicionirana, zgolj če jo primerjamo s slovenskimi mesti, tudi neverjetna je tudi umestitev organizacij iz Ljubljane, če primerjamo z ostalimi mesti v Evropi. V bistvu nas prehiti zgolj Bruselj z 96 projekti, Ljubljana je pa takoj na 2. mestu s 57 projekti. Jaz bi mogoče samo prosila, če lahko mobilne utišate, hvala. Glede na status slovenskih organizacij, ki so bile uspešne, imamo recimo razmerje v 7 letih približno 70% nevladnih organizacij in organizacij zasebnega prava in preostanek javnih zavodov. Je pa zanimiv ta trend rasti, da iz leta v leto narašča število javnih zavodov iz Slovenije, ki se odločajo za sodelovanje na razpisih in so uspešne. In potem za konec, če pogledamo še po področjih, pri kulturi približno 1/3, dobra tretjina odobrenih projektov sodi na področju uprizoritvenih umetnosti in glasbe, 2/3 na področje knjige, branja in prevajanja, vsa ostala področja, vizualne umetnosti, kulturna dediščina, arhitektura, oblikovanje in tako naprej pa zastopajo še zadnjo tretjino teh uspešnih projektov. Ines, boš ti mogoče predstavila še rezultate za področja za medija, podpore? Hvala, Mateja. Torej, uspešne so tudi organizacije na področju filma oziroma AV področju. Omenim naj, da smo zelo ponosni, naša pisarna, da dejansko medtem, ko so na začetku tega programa, se pravi leta 2014 oziroma bolj na začetku, so lahko naši producenti organizacije z področja filma dostopale oziroma bile zastopane samo v 4 shemah od 13, so sedaj uspešne v kar 9 shemah. Največ je projektov z področja razvoja projektov. Dejansko je Evropska komisija oziroma izvajalska agencija podprla kar 39 AV projektov na področju razvoja, kar nekaj filmov, na primer, tamle vidite tole slikico, eden izmed teh podprtih filmov, ki je bil potem tudi distribuiran oziroma produkcija stekla in prišel v kinematografe, Košarkar naj bo. Potem so zelo uspešne na področju razvoja občinstev in filmske vzgoje naše organizacije, distribucije,
Ponosni smo pa tudi, da imamo kar 3 podprte filmske festivale, med njimi je Animateka, ki prejema podporo vsako leto, danes pa je z nami tudi Tanja Hladnik, ki je direktorica festivala Kino Otok, ki je kar 3-krat prejel podporo za izvedbo Evropskega filmskega festivala Kino Otok. Toliko na kratko.